Nogometaši NK Maribora so včeraj še zadnjič trenirali na domačih zelenicah. V športnem centru Rogoza pri Mariboru so popoldne prejeli še zadnje napotke trenerja Milaniča, ki je prepričan, da so se na nasprotnika dobro pripravili. Pričakujem, da bo nasprotnik veliko bolj agresiven v dvobojih. Že v Ljudskem vrtu je bil, doma bo sigurno še bolj. Njihove domače tekme so ekstremno dinamične in borbene, dueli so močni. Pričakujem, da bo to tudi tokrat tako. Pričakujem od samega začetka njihov pritisk. Če se spomnimo lanske tekme v Edinburgu, je bilo podobno na začetku. Nasprotnik, kateri nas čaka v četrtek, je boljši od lanskoletnega. Tako da pričakujem, oziroma tako se bomo tudi postavili, da bomo nekatere njihove karakteristike, katere se ponavljajo skozi tekme, uspešno neutralizirali. Želimo si igrati, želimo, tako kot smo na gostovanjih do zdaj govorili, da želimo imeti posest, ne želimo biti pasivni in nek trenutke, ko nam bojo oni puščali prostor, želimo izkoristiti s kombinatorno igro. Volaš je odigral odlično tekmo doma, odlične tekme je odigral tudi lani proti tekmecem, kateri igrajo podobno. Rabimo globino, ki nam jo on daje z svojim utekanjem za linijo branilcev. Rabimo njegov skok, tako v napadu kot v obrambi, tako da on bo tako rekoč sigurno nastopil. Tavares je včeraj po dolgem času treniral, to je sigurno velik plus za moštvo. Danes nima bolečin, jaz upam kot trener, da bo tudi v naslednjih dneh stanje z njim odlično, tako da ga imamo na razpolago. To je zelo pomembno. Pred povratno tekmo ima moštvo Maribora prednost, zaradi katere mora nasprotnik nujno zadeti. Ne glede na to, pravi Milanič, bodo skušali biti nevarni in skušali doseči zadetke, saj se lahko prednost hitro izniči. Oni so mogoče bili presenečeni z našim nastopom v drugem polčasu oziroma tudi na začetku tekme, ko smo bili res zelo dinamični in kvalitetni. Tokrat se bojo pripravili od samega začetka, da bomo taki. In jaz si iskreno želim, da bi uspeli, kot ste sam rekel na začetku razgovora, uspeli prenesti na to tekmo bojevitost, čvrstino v duelu, nepopustljivost, katera bo nujna, poleg kvalitete igre. Karakteristika njihova je, da želijo ogrožati vrata na dva načina, in to je z kratkimi pasovi, zelo hitro pa zgubijo potrpljenje in odigrajo dolg pas na njihovega napadalca. Tokrat sem prepričan, da bosta dva visoka, oba zelo dobro sodelujeta med seboj in pa tudi z ostalimi zveznimi igralci, tako da bo pritiska veliko, hitro se odločajo tudi za predložke in enostavno bomo morali biti zelo pozorni, predvsem takrat, ko te skušajo s kratkimi pasovi umiriti in potem sledi dolgi pas, oziroma takrat, ko ti zelo enostavno vržejo žogo nekam v kazenski prostor in potem sledijo utekanja za hrbet oziroma povratne žoge. Te druge žoge bojo izredno pomembne in na to moramo biti pripravljeni. Že na prvi tekmi v prvem polčasu se je nekajkrat zgodilo, da so nam odigrali žogo na našega bočnega igralca in preko njega so hoteli potem vračati žogo v sredino. Tu so zelo močni, popolnoma jasno je, da se moramo na to dobro pripraviti. Ne govorim samo o profilu igralcev, ki bojo nastopali, ampak nasplošno kot moštvo. Oni utekajo v prostor, oni grejo čvrsto in na to moramo mi odgovoriti podobno, kot smo odgovorili v Ljudskem vrtu. Naše karakteristike so take, da jasno nam ugaja, če je veliko prostora oziroma če nam nasprotnik v sredini pusti. Naloga je, da bomo imeli zanesljiv pas, da bomo imeli točen pas, da se bomo pojeli igrati, da bomo nasprotnika preko tega umirili in da bo on tekel za žogo. Tu sigurno niso dobri. Vidi se jim, da so v svoji ligi dominantni in da so predvsem ofenzivno nastrojeni v fazi branjenja, puščajo nekaj prostora, tudi v zadnji liniji niso pretirano agresivni, pač zaradi tega, ker je njihova miselnost usmerjena čisto v napad. Naša naloga, kot sem rekel, pa je, da jih spravimo v težave.
Ob 7. uri zjutraj je odprava NK Maribora z mariborskega letališča poletela v Glasgow, kjer se bodo v četrtek ob 20. uri in 30 minut po našem času v Ibrox Parku drugič srečali z ekipo Glasgow Rangers.